Zdravo, predrage veseljakinje in predragi veseljaki. Gledate oddajo S petkami na deželo in danes je v moji družbi tudi Veselko. Z enim zelo posebnim razlogom, kajti danes smo tukaj le pri turistični kmetiji Karničnik in podelili bomo plaketo za najveseljakovo kmetijo za leto 2020. Tako da, a sva pripravljena, da jih greva pozdraviti in jim predati nagrado? Sva! Uhu! Z Veselkom pa nisva bila sama. Krastavec pri Velenju sva prišla v družbi odgovorne urednice TV Veseljak Maje Oderlab in odgovorne urednice Radia Veseljak Janje Ulaga. Za dodatno popestritev vzdušja pa je poskrbel Robert Goter. In vam želim res veliko uspeha vsega in smo zelo ponosni na vas, da ste vi pač postali naši prvi zmagovalci naše velike akcije. Hvala lepa, tudi mi smo veseli. Ja, iskrene čestitke in čas je, da vam podelim tudi tole čudovito plaketo. Veseli, ponosni. Res smo presenečeni, da so ljudje toliko glasovali za nas, da nas imajo radi, nas podpirajo in da radi prihajajo k nam in v to lepo Šaleško dolino in na našo kmetijo. Smo zelo ponosni, da smo dobili tole priznanje, ker nam, bom rekel, res veliko pomeni. Poleg plakete Najveseljakova kmetija 2020 je turistična kmetija Karničnik prejela tudi polletno naročnino na revijo Muzika ter posebno darilo od pokrovitelja akcije podjetja Vitli Krpan. Dajmo jih spoznati. Zanesljivo močnejši, z vizijo postati najmočnejši. Njihovo delo je visoko kakovostno, odlikujejo jih dolgoletne izkušnje in znanje, natančno preizkušajo proizvode v najrazličnejših pogojih in omogočajo visoko varnost pri delu. Govorimo o podjetju Pišek Vitli Krpan d.o.o. In to je le nekaj njihovih prednosti, ki jih na trgu uspešno predstavljajo že dolga leta. Preko 40 let. Od daljnega leta 1971, ko so pričeli s popoldansko dejavnostjo v delavnici veliki le 3 kvadratne metre, do leta 1977 in pričetkom lastne proizvodnje vitlov, pa vse do danes, ko se ponašajo s številnimi nagradami za vrhunske izdelke in laskave nazive. Za takšen uspeh so pomembni jasno zastavljeni cilji in spremljanje konkurence. Ker v tistih časih, ko sem začel, ni bilo kaj videti, kaj gledati, ker danes so vsak dan večje konkurence in bo treba vedno bolj paziti za uspeh in za obstoj. Zelo so vpeti v lokalno dogajanje, a kljub uspehom tako lokalno kot tudi na državni ravni in v tujini ostajajo skromni in trdno na tleh. Veste, kaj bom rekel, od pohval se ne da živeti. Svojo marljivostjo in kakovostjo predstavljajo visoko konkurenco ostalim podjetjem na trgu. Ena izmed njihovih odlik je tudi stalni razvoj. V prihodnost gledajo z nekoliko zadržanimi očmi, pa vendar pozitivno in vedro. Želijo se še razvijati. Jaz upam, da se še bomo. In te želje so bolj na tiho. Si ne upam reči v tej situaciji, kak je trenutno na trgu. Samo mislim, da se še bo dalo, dokler bo zdravje službo. Pomemben trg jim predstavlja Avstrija. Tam so pometli za vso konkurenco. Na avstrijskem tržišču so bili neki proizvajalci, pa niso imeli sami take kvalitete, ko so lahko iz Slovenije dobili. Ker slovenski trg ali pa na slovenskem področju se izdeluje največ te gozdarske opreme. Največ. Smo pa resnično mi najdaljši proizvajalci v Sloveniji gozdarskih vitlov, najstarejši. Družinsko podjetje s svojimi proizvodi nenehno zre v prihodnost. Tako je, pri Krpanu vsi proizvodi ustrezajo vsem zakonskim predpisom in zahtevam, pri čemer imajo naši proizvodi tudi veliko patentiranih unikatnih rešitev, namenjenih varnejšemu delu za našimi stroji. Vkolikor bi mogel izpostaviti en izdelek, je to v tem trenutku vsekakor gozdarska prikolica GP8DF, ki stoji tukaj za nami z dvigalom GD6,6K, katero smo predstavili konec lanskega leta.
Le-ta je namenjen tako profesionalnim uporabnikom, kot tudi strankam z manjšimi gozdnimi površinami, saj je ta model tudi cenovno zelo zanimiv. Kljub temu pa je ta prikolica z dvigalom enakovredna vsem ostalim našim modelom. Naj izpostavim tukaj, da je ta prikolica zdaj prvi model od nas, katera nima hidravlično premičnega podvozja, s čimer smo tudi zmanjšali težo prikolice, pa tudi dvigalo je malo lažjih dimenzij, ampak kljub temu za dovolj veliko nosilnost. Proizvodi podjetja so v uporabi po vsem svetu, najmočnejši pa so v Evropi. Glede slovenskega trga je tako, da prodajati doma je vedno najtežje, še posebej zaradi tega, ker nismo edini proizvajalec gozdarske mehanizacije na slovenskem trgu, ampak smo pa zaradi tega vsekakor še bolj motivirani v aktiven razvoj naših izdelkov in da ponujemo še bolj varne rešitve. Tako lahko naše kupce prepričamo z inovativnimi, robustnimi proizvodi, ki ustrezajo vsem standardnim predpisom. Za uspešno prodajo so pomembni predvsem kvalitetni produkti, osebni pristop do kupcev, dobro svetovanje ob nakupu, širok spekter izdelkov in pa odziven servis. Naj v tem poudarim, da imamo na zalogi rezervne dele tudi za starejše modele naših proizvodov. Prav tako pa smo vedno znali prisluhniti našim kupcem, uporabnikom naših strojev in to tudi upoštevali pri samem razvoju naših izdelkov. V podjetju Pišek Vitli Krpan d.o.o. so z gozdarsko prikolico GP12D v Nemčiji prejeli v strokovnih krogih visoko cenjeno nagrado, zlato medaljo za inovacijo KWF Innovationspreis. S tem je bila potrjena inovativnost sistema hidravlično brezstopenjsko premagljive gredi, ki jo lahko premikamo iz traktorske kabine brez uporabe orodja, ter tako spreminjamo težišče in prilagajamo obremenitev na vlečnem drogu. Nagrada hkrati potrjuje, da je podjetje Pišek Vitli Krpan d.o.o. na pravi poti do inovativnosti in s tem svojimi izdelki skrbi za visoko raven varnosti pri delu ter za varovanje okolja. Uka piha danes tukaj pri vas. Mislim, da hočejo tale veter, da se naš glas, oziroma glas o najveseljakovi kmetiji 2020 kar tamle širi še v tole Šaleško dolino, kaj ne? Točno. Ja, tukaj sem, s petkami na deželo sem prišla na najveseljakovo kmetijo 2020, na kmetijo Krničnik in v moji družbi so 3 člani kmetije in pa predstavnik iz podjetja Krpan. Sedaj pa bi vas vprašala, kaj pa ste podelili tem pridnim rokam? Seveda, podelili smo bolj take praktične nagrade. Ne? Tule imamo eno sekiro, da se ne smete več sekirati. Potem imate tu dežnike, če bo deževalo, kapce. Tule so še noter ene jakne, ki jih morate še probati, če bo vam prav. Eno priročno orodje, tule medička za zjutraj, za grlo, pa še kaj bi se najdlo. Ja. Ste veseli, da ste lahko sodelovali pri akciji Najveseljakova kmetija? Normalno, v vsakem primeru sicer ne bi sploh začeli sodelovati, tako da sem tudi čestitke v mojem imenu in seveda v imenu podjetja Vitli Krpan. Predlagam, da se malo sedaj poveselite z glasbo, potem pa se vrnemo tukaj na Najveseljakovo kmetijo, kmetijo Krničnik. Dragi gledalci, gledate oddajo S petkami na deželo in v moji družbi so člani turistične kmetije in zmagovalne kmetije Najveseljakova kmetija 2020, člani družine Krničnik. Prej sem slišala, da je vaša gospa Matejka potočila nekaj solzic. Ja, res. Ko je zvedla, da smo zmagali, je bil jok, tako da jaz prvo sploh nisem vedel, kaj se dogaja. In ona sam, zmagali smo, kaj smo zmagali? A zmagali smo, a ja, to je, zato so solzice. So bile to solzice sreče, ne žalosti. Slišala pa sem tudi, da poteka 10. obletnica, se pravi 10 let je od tega, odkar sta videla to kmetijo kaj prevzela, ali se odločila, da bo to postala tudi turistična kmetija. Dajte nam malo povedati o tem. Ja, pred 10 leti smo z možem nekako imela to željo, ker smo suhe mesnine predelovali in smo rekli, dajmo razviti to kmetijo na nek način v turizem. In na začetku smo imeli dopolnilno dejavnost predelavo suhih mesnin, potem pa se je to izkazalo, ker še imamo v objektu krušno peč, smo za prijatelje pripravljali pečenke in so bile slastne in so rekli, pa dajte vi to še malo, da mi lahko svoje prijatelje pripeljemo. To so bili začetki, ampak to so bili kar taki začetki zelo težki. Si kmet, ne vem, v službe smo še oba hodila, nac je bil še mlajši, zakonodaja je, ki jo moraš upoštevati.
in nisi gostinc dejansko, imaš vizijo in tega znanja ogromno, kar ti lahko prideluješ, ampak potem je treba to na nek način naprej razvijati, promovirati. Tu so pa zadeve, ki ne moreš zrastiti čez noč. To je bilo res veliko truda, tudi glede teh naših, bi rekla, ko smo razvijali dopolnilne dejavnosti, da smo potem izletniški turizem doregistrirali. Bi rekla, vsi smo vpeti v to in vsi smo si to želeli. Na nek način NAC je zrastel s tem gor. Smo, bi rekli, zdaj s tole nagrado dobili neko potrditev za vseh teh naših 10 let. Bili so vzponi, bili so padci, ampak trudimo se zdaj, se včasih tudi nasmejimo za nazaj, ko je kakšna anekdota, so prišli gosti, pa je bilo to pa to. Ampak zdaj pa vidimo, da se je ta trud poplačal, da z lahkoto sprejmemo 60 gostov, z lahkoto jih postrežemo, za njih vse pripravimo, pridelamo na kmetiji in res pa je, da moramo vedeti vsak od nas treh, kaj je njegovo delo na kmetiji, da smo vsi sigurni, da vsak naredi svoje stvari. In jaz vidim, da vam to res uspeva. Povejte mi, kaj je vaša glavna naloga? Kje se vi najbolje znajdete? Ja, moja glavna naloga je kuharstvo. Se pravi, jaz sem, če že nisem glavni na kmetiji, sem pa glavni v kuhinji. Kdo torej nosi hlače, sicer je pa v kikli? Ja, vse se pa ve. Tako pri nas, tako drugje. To je pa res. Ja. Tako da moja glavna naloga je kuhanje. Se pravi, meso, pečenke, krompir, zelenjave, vse pečemo v krušni peči. Juhe, domače, gobove, goveje, pač narezki. To je moja prioriteta. Markove specialitete najdete tudi v njihovi prodajalni. Takole pa sva v trgovinici, kjer že vidim tele salame in pa tudi tamle so domači cvirki, imam prav? Ja, cvirki, domača mast, krško-poljskega prašiča. Tako da to je zelo dobra zadeva, bi jaz rekel, kar super živilo so cvirki za nas. Se lahko pri vas obiskovalci oglasijo vedno, kadarkoli? Pri nas lahko obiskovalci zglasijo vedno, če smo doma za kakšne suhomesnate narezke, kaj na hitro pripravljene krajinske klobase, pečenice, ni problem. Kar se pa tiče hrane iz krušne peči, se pač morajo prej naročiti, da mi to pripravimo, ker pač to rabimo en čas, da to spečemo lepo v krušni peči. Tako počasi pa v miru narejeno, da potem se čuti tista ljubezen, ne, v hrani. Točno tako. Ja. Kje pa vas najdejo obiskovalci? Oziroma, kje lahko preverijo vse informacije, da vas tudi pokličejo? Pri nas imamo svojo Facebook stran, Turistična kmetija Karničnik. Zdaj je v izdelavi tudi internetna stran. Bom pa rekel, največja promocija nam je pa od ust do ust. Zdaj pa tudi radio pa televizija Veseljak. Ja, tako je. Najmlajši član NAC ima zelo rad konje. V tem letu se je zgodilo še nekaj prav posebnega. Tole leto 2020 je za vas kar tako prelomno, bi lahko rekli, ne? 10. obletnica, pa še nekaj je povezano s konji. Kaj pa? Prvič po dolgem času se je zgodilo, da so vse 4 kobile naenkrat imele žrebičke v roku 14 dni. In zdaj je to tako užitek gledati, ko se žrebički lovijo po travniku. Teli so tudi poleg vaših pavov kar en tak okrasek na kmetiji in vidim, da imajo tukaj tako lepo, čudovito posest, kjer se lahko pasejo in se imajo lepo. Ja, lušni so, no, nikaj. To je še en dodatek, da pridejo gosti še tole pogledati, ne? Ja, pa pri nas konji res uživajo, ker so od spomladi do jeseni so zunaj in imajo svobodo, no. Kako pa je pravzaprav biti mlad človek in imeti doma kmetijo? Ja, če si srečen v tem, kar delaš, ni nič problem. Je veliko prilagajanja, glede na to, da sem mlad še, pa moraš marsikaj dati na stran, glede na to, da imaš kmetijo, sam, če ti je všeč to delati, je pač to. Je poplačano, ne, ko pridejo zadovoljni gostje? Najbolj plačano to, ko pridejo zadovoljni gosti, prvič nam, pa pridejo še spet naslednjič. Da res vidimo, da delamo nekaj prav, da se vračajo. Kaj pa tebi pomeni ta naziv Najveseljakova kmetija?
Dejansko je to za vse nas neka potrditev, da smo na pravi poti, da bomo lahko še razvijali naprej pač to, kar zdaj delamo. To je to. Veseli smo, res smo veseli. Nac pa poleg postrežbe gostov poskrbi tudi za zabavo. Ja, jaz zmeri popestrim dogajanje s harmoniko, ko imamo goste in zmeri si to oni sami zaželijo. Ja, tako da pojedina bolj tekne, pa da potem še pokurijo kalorije. Ja, zaplešejo vedno. Vedno zaplešejo? Skor vedno. No, pa zašpilimo eno domačo. Harmoniko pa je dogajanje popestril tudi Robert Gotar. Ja, povej mi, kako je to, da si danes prišel presenetati Najveseljakovo kmetijo? No, jaz blizu stanujem, tako da poznam to kmetijo Karničnik. Jaz sem že prej vedel, da je super kmetija. No, sedaj je dobila potrditev tudi z vaše strani, tako da seveda čestitke tudi z moje strani. Danes pa si igral ene posebne viže. Daj malo več povej o tem. No, kot že veste, nahajamo se v Hrastovcu pri Velenju. In tukaj je v bistvu rodni kraj, rodna vasica Franca Delšnjaka. Tukaj je on živel, tukaj je on igral, tukaj je on deloval. Vsi ga tu poznamo, pa ne samo tu v Šaleški dolini, tudi, bom rekel, cela Slovenija ga dobro pozna. Zelo se je vtisnil v naša srca z svojim unikatnim slogom igranja, ki je v tistih časih, če računamo, da je to bilo 40-50 let nazaj, da je bil res vrhunski harmonikaš. In zato sem jaz danes, glede na to, da smo v Hrastovcu pri kmetiji Karničnik, igral same Delšnjakove skladbe. In najbolje, da si eno njegovo zavrtimo. Oddaja S petkami na deželo se tokrat odvija na Najveseljakovi kmetiji 2020, na turistični kmetiji Karničnik, kjer pa so znani tudi po nekom, ki ima čez 400 kil. Še prej pa... Jaz mislim, da je čas za škorne. Evo, ja zdaj sem pa tam, ker res potrebujem škorne. Koliko jih imate in kateri ima največ kil? Ja, mi imamo 6 plemenskih svin, 2 merjasca. En merjasec ima kar tamenih 400, krepko 430 kil. Ta je res velik. 430 kil, si morate misliti, a veste, koliko je to? Je on nekako vaš paradni konj? Ja, vsi ti krškopolci, ko so prišli na kmetijo, so prišli z nekim namenom, ker je to slovenska avtohtona pasma svin, že to je en plus. So veliko bolj odporni kot bele svinje, mi predelujemo iz njih suhe mesnine. Dejansko se vse začne pri nas od oploditve do končnih produktov. Imamo tudi certifikat za mesnine krškopoljskega prašiča. To pomeni, da je sledljivost od začetka pa vse do konca, do produktov, do suhih mesnin, pa do tudi pečenk iz krušne peči pri nas. Na kmetiji Karničnik pa prebiva tudi nekdo, ki ga pozna cel Hrastovec. Seveda tudi od njega dobim izjavo. Tako zelo je vesel, ker so postali Najveseljakova kmetija 2020. Ker ste Najveseljakova kmetija, ja vesel je on, dajva še enkrat. Bravo! No, pa sva se s Poranom spoznala.
Sedaj pa še malo bolj podrobno spoznajmo sploh projekt Najveseljakova kmetija. V rokah imamo že plaketo za Najveseljakovo kmetijo 2020 in več o njej mi bo povedala Maja. Tole je res ena čudovita skulptura, narejena posebej za projekt Najveseljakove kmetije. Narejena je iz slovenskega lipovega lesa, ker tudi naš logotip vsebuje lipov list in zato smo rekli, da je ravno primeren za to, da krasi Najveseljakovo kmetijo. To je res en projekt, v katerega smo na začetku že vsi verjeli. Veliko kmetij se je prijavilo, vsem se res celotna radijska in televizijska ekipa zahvaljuje za prijavo, kar 42 jih je bilo. Zmaga je potem z največ glasovi šla v Hrastovec pri Velenju. Skratka, jaz sem zelo vesela, da je projekt uspel, da so kmetije bile pripravljene na sodelovanje, da so bile pripravljene odpreti svoja vrata. V bistvu, katerakoli bi šla med tiste 3 finaliste, bi bila ta prava. Tako da smo na koncu gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci izbrali tisto najlepšo in ta si res zasluži tale kipec leseni, unikatno ročno delo je tole in jaz verjamem, da bo našel prav posebno mesto pri Karničnikovih in jim seveda tudi v imenu radijske in televizijske ekipe iz srca čestitam. Zelo mi je všeč, ker to so mogle tudi ene zelo pridne roke narediti. In jaz upam, da bo še vnaprej, se pravi tudi naslednje leto, ko bomo delali oddajo S petkami na deželo, potekala tale naša akcija. Bo Maja potekala? Mislim, da bo. Mislim, da smo kar vsi navdušeni nad tem in da je projekt že v prvo res dobro uspel. Obenem še hvala lepa našemu pokrovitelju, to so Vitli Krpan. Kot že rečeno, hvala lepa zmagovalcu kmetiji Karničnik, turistični kmetiji Karničnik, da nas gosti danes in hvala lepa vsem, ki ste glasovali in obenem tudi podprli slovenske kmetije. Zakaj se ne bi v tem poletju oglasili tudi na kakšni izmed njih? Pridne roke si zaslužijo nagrado in to je lahko tudi pesem, ki opeva Težak poklic, ki je zelo poznan na območju Šaleške doline. Danes se oddaja S petkami na deželo odvija na Najveseljakovi kmetiji 2020. Na kmetiji Karničnik pa se gostje razvajajo tako z dobrotami, kot pa še z neko posebno zadevo, ki se imenuje apiturizem. Mi poveste malo več o tem? Ja, to pa smo zdaj, bi rekla, začeli razvijati. Apiturizem na kmetiji, v čebelnjaku, vdihovanje aerosolov iz čebeljega panja in v prihodnosti bi želeli tudi imeti nočitve v čebelnjaku, kar bi pa rekla, da je tudi ena taka posebnost naše kmetije. Ena sprostitev za gosta, ki prihaja, že to, da vdihujete čebelje aerosole, je zelo blagodejno na imunski sistem in tudi na celo telo. Človek se sprosti, ko pride čebelca. Človek pa se sprosti na kmetiji Karničnik, pri njih vlada res zelo lepa energija, piko na i, sproščanju pa doda vasica užitkov. Ja, in res je vasica, kajti tukaj so 3 hišice in kam vodijo posamezna vrata? Ja, ker je tu res prostor za sprostitev, je v prvem prostoru počivališče, da se lahko odpočiješ, v drugem prostoru je savna, v tretjem je tuš, tu kjer smo pa, je pa masažni bazen. Marko, kako pa je prišlo do te zgodbe z wellnessom? Ja, wellness je pa nastal tako, da si je pač moja žena poškodovala koleno in potem pač nismo mogla iti kam na dopust, pa sem jaz rekel, da če že imamo savno kupljeno, sicer še ne postavljeno, bom pa jaz to počasi lepo nama naredil tule eno tako vasico užitkov, bi rekel, da si malo lahko po delu nafilama baterije. Tako da približno v roku 2 mesecev sem jaz to počasi naredil in to je to. In v bistvu iz ene take bolj neljube situacije nastala ena taka čudovita zgodba, ki jo vidimo v ozadju. Pa še nekaj je vaše, ne? Tamle neke rožice so vaše, ene so pa od žene. Ja, mi dva imamo porazdeljeno, tako da te rože, ki so tu gor na Marofu, gospodarskem objektu, so kao moje, čeprav skrbi za njih žena, ampak so moje.
Te ste vi. Na hiši so pa od žene. A tako, no vidite, tudi rožice niso samo od tiste, ki nosi kiklo. Drage veseljakinje, dragi veseljaki, zelo sem vesela, da smo 4. sezono oddaje S petkami na deželo zaključili na najveseljakovi kmetiji Karničnik. Moram izreči še posebno zahvalo vsem, ki sodelujejo pri oddaji S petkami na deželo. Brez vas ne bi bila oddaja taka, kot je. Vesela sem, da je za nami že več kot 116 oddaj. In jaz mislim, da je sedaj čas, da sezujem tele petke, takole. Da se nam prebrala. Evo. Takole. In grem v džakuzi. Adijo, zdaj pa ugasem kamero. Joj, sam, a veste kaj? Mi se zopet vidimo na začetku oktobra. Zdaj pa res, ugasem kamero. Adijo!